da se boste lahko okrepčali s toplim ali ledenim libovim čajem, pa tudi nazdravili bomo in na ognju se že vrti presenečenje. Obeta se torej lepo druženje v lepem sončnem dnevu v galeriji. Preden pa začnemo in preden povabim zagovorniški oder k mikrofonu Saša Pečeta, bi vam rad povedal, da je z nami tudi predstavnik podjetja PUP Velenje, ki je danes za to priložnost daroval lipo. Lipo bomo tudi posadili tukaj v bližini na vrtu Labojema in bomo lahko spremljali potem, kako lepo bo rasla. Srečna in nekoliko znamirana. Besedo sem si zdaj izborila, zato ker je to moja prva priložnost, da nagovorim prijatelje in tako lepe prijazne obraze na moji prvi predstavitvi likovnih del. Zakaj želim posebej na glas povedati in se zahvaliti dvema osebama. Najprej seveda za spodbudo, da sem se sploh pogumila in dala svoje slike na ogled kritičnim očem. Svojemu možu Sašu Pečetu, ki je pravzaprav on je vsakršne kritike javnosti zelo navajen. Meni je to prvič, ker zaenkrat so moja dela ocenjevali predvsem prijatelji in družina. Vesela bom in vabim vas, da svoje vtise po ogledani razstavi vpišete v naše knjige vtisov. In druga oseba, ki je gospod Peter Breznik, ki je tako prijazno odstopil to galerijo. In ko sem te dneve spremljala njegovo delo in njegovo ekipo, sem zaznala eno veliko ljubezen, ki so jo izražali pri postavitvi te razstave. Hvala lepa, gospod galerist, in mogoče še kdaj. Vsem skupaj želim res lepo popoldne, no pa še ena misel se mi utrnila. Sašo, ko je na očem javnosti in kritike navajen, bi rekli, da mogoče sta si politika in umetnost na nek način v tem sorodni. Vsak, ne vem, ti se ocen navajen, jaz še pa nisem, tako da. Hvala lepa. Hvala lepa za spomin, darilo, in sem prav ponosen, da moja prva razstava je ravno na lipi, kako bi rekel, pri Sašu Pečetu. Hvala lepa. Res sem počaščena, da sem lahko danes v zbrani družbi, tako veliki množice ljudi, ki verjamem, da več ali manj vsi stremimo k enemu in istemu. To je, da bi v okviru politike, politika je tista, ki nam kroji življenje, lahko naredili korak naprej. Korak naprej k boljšemu jutri za vsakega slehernega izmed nas. To, kar boste danes videli z moje strani, je, bom rekla, zgolj moje sproščanje, moje osebno doživljanje življenja. Mene, trenutkov, ko sem sama, trenutkov, ko razmišljam, trenutkov, ko je glava tako zelo polna, da ne vem, kam bi z njo. Včasih porata, včasih ne porata, ampak tako, kot je to v življenju. Včasih so trenutki dobri, včasih so trenutki slabši. Pravijo, življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev. Verjamem, da stranka Lipa trenutno je na svoji poti navzgor. Pravijo, pa to je numerološka resnica. Stranka, ki je na novo nastala v začetku leta 2008, pred njo je 9 dobrih let samo navzgor. Jaz verjamem v to in jaz nikoli nisem razmišljala o tem, da bi risala zato, da bom svoje izdelke razstavljala. Kot sem dejala, riščem zato, da se sproščam. Na slikah so trenutki, bom rekla, mojih doživljanj. Vsak
vsakega trenutka posebej. Ko sem dobre volje, takrat uporabljam bolj žive barve, ko sem melankolične volje, takrat so barve bolj svetle ali pa temne. Skratka, gre predvsem za sproščanje, za izražanje mojih občutkov, moje dobre, moje slabe volje. Ste kakšno sliko prodali ali gre bolj za podarjanje? Ne, se pravi, nisem razmišljala o tem, da bi risala za to, da bi slike prodala, da bi slike razstavljala. Je pa res, da sem sliko, bom rekla, narisala za prijatelje, za starše, pa jo tudi z vsem srcem, z veseljem podarila naprej. Kje so, imate domačo veliko galerijo, bolj so na stenah, so spravljene v omarah? No, glede na to, da časa ni veliko, tudi slik ni veliko in tiste slike, ki so nastale, nekaj visi v mojem stanovanju, nekaj sem jih podelila, visijo na stenah mojih prijateljev, mojih staršev, tudi pri založenih starših doma je nekaj slik pa še čaka na mogoče večji prostor nekoč mojega stanovanja. Nisem človek, ki bi se ukvarjala z numerologijo, je pa res, da sem na trenutke vražovirna. Tudi ko prečka črna mačka čez cesto, potem sledi, bom rekla, tisti klasičen obred, ali pa ko srečam tipnikarja, se primem za gum. Drugače pa, kar se tiče teh ocen, ki sem jih prej podala, numerološko mi je ena dobra prijateljica iz tega konca dala mogoče za spodbudo kot popotnica novo ustanovljene stranke Lipa, da dejansko pravijo, stranka, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2008, čakajo čudovito obdobje, vsaj 9 let vzpona. In jaz resnično verjamem v to. Ko pa ste me vprašali, koliko poslancev pričakujemo po 21. septembru letos, jaz verjamem, da bo vsaka volilna enota dala enega kandidata. Kaj pa ime ste si izračunali numerološko? Kaj kaže? Ne, ampak če bi sledila temu, potem bi si mislili, da morala zbrisati en R v imenu. Jaz pravim, da sem rojena pod srečno zvezdo, verjamem v to in nenazadnje za usodo je odgovoren vsak človek. Simona, boste postali profesionalka, se boste prodajno začeli ukvarjati s slikami? Ne, to pa sploh ne, zato ker imam zdaj kar en tak čudno občutek pri Bogu, glede na to, da se nisem predstavljala, da bom kadarkoli razstavljala, ampak tako kot pravimo, ne, s kom bomo držali, če ne, s svojim partnerjem, si šli v pomoč in zdaj je eno sopadlo z drugim in smo to naredili, sicer pa nimam nekih ambicij, ker je umetnost taka ena moja stvar, ki si jo vzamem takrat, kadar jo potrebujem, oziroma me umetnost poišče in ne živim pa vsak dan z njo. Kje pa so drugače te slike? Zložene ali so na stenah? Ja, na stenah doma, pri naju, drugače pa nekaj pri sorodnikih, tu pa tam pa kakšna je tako zapuščena ležala in mi je danes bilo kar všeč, da so tako zasijale v teh galerijskih očih. Tam so, me zdijo slike? Presenetljivo. Jaz nimam da si mislim, da Ne, mi sem poslušal roko na srce, glede na to, da ocenjujem, da žena zelo dobro riše, tudi sodelavka zelo dobro riše, jih motivirati s tovrstnimi razstavami, ampak kot verjetno sami veste, je organizacijska to, kar je veliko posla, tako da jaz sem vesel, da je danes uspelo in zaenkrat čudovito zgleda. Bo prodajne vrste razstava to? Ne. Tako da za piknik ne boste prispevali? Kar se tiče ne bo prodajeno še iz tega naslova, ker ocenjujemo, da so slike za nas osebno preveč vredne, da bi bile na trgu. Povejte mi, veste vi, kako se je ta lokal včasih imenoval, v katerem je zdaj galerija? Mislim, da se je imenoval Laboje. Prej. Imenoval se je Lipa, pri stari Lipi. Ste mi dobili na levi nogi, seveda vem. Zato smo po osnovi, tudi ko smo Miklavški odbor postavljali, ta odbor na kraj povzeli.